spoštovani minister za obrambo, gospod Aleš Hojs, spoštovani načelnik generalštaba, brigadir Dobran Božič in ostali prisotni. Lepo pozdravljeni na videokonferenci s pripadniki Slovenske vojske, ki opravljajo naloge na mednarodnih operacijah in misijah ter na mirnodobnih dolžnostih v tujini. Na današnji konferenci bodo sodelovali kontingenti Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah Evropske unije, NATO in Združenih narodov, in sicer v Afganistanu, na Kosovo, v Bosni in Hercegovini, Libanonu in vojaško predstavništvo pri Zvezi NATO in Evropski uniji s sedežem v Bruslju. Današnje javljanje začenjamo z uvodnim pozdravom ministra za obrambo. Spoštovani minister, beseda je vaša. Spoštovani predsednik republike, spoštovani drugi gostje, tukaj zbrani, predvsem pa seveda spoštovani pripadniki naših misij, lepo pozdravljeni. Tradicionalno se bomo tudi letos vključili v javljanje z vami ob dnevu, v našem dnevu današnje dnevu državnosti. Vam želim seveda lepo praznovanje, predvsem pa upam, da bo današnja novinarska konferenca oziroma naše javljanje, medsebojno javljanje potekalo tako, da bomo z vaše strani izvedeli kaj novega, koristnega, da bo vrhovni poveljnik, predsednik republike lahko povedal oziroma vas tudi govoril. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Prehajamo na poročanje vodij kontingentov Slovenske vojske na mednarodnih operacijah. Kličemo Afganistan, kjer je v Heratu na zvezi polkovnik Klemen Medja, poveljnik slovenskega kontingenta v silah ISA. V Balabaluku pa nas spremljajo tudi naši kolegi, ki jih prav lepo pozdravljamo. Polkovnik Medja, se slišimo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani minister za obrambo, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske in ostali prisotni, lepo pozdravljeni v imenu kontingenta Slovenske vojske v Afganistanu. 17. kontingent Slovenske vojske v ISAF je v svojem 3. mesecu delovanja v Afganistanu in je v celoti vpeljan v operativno delovanje. Težišče našega delovanja je izvajanje svetovanja, mentoriranja pripadnikov afganistanskih oboroženih sil. Od svetovanja v najvišjih poveljstvih afganistanskih oboroženih sil, prek svetovanja in inštruiranja v izobraževalnih inštitucijah, do svetovanja na korpusnem nivoju in svetovanja v pehotnem kandaku oziroma bataljonu afganistanske vojske. Drugi pripadniki kontingenta to delovanje podpirajo v sklopu logistične enote, enote za zaščito sil in za delom v poveljstvih ISAF. Na težišču delovanja, to je svetovanje, smo glede na ugotovljeno stanje izdelali načrte, po katerih pomagamo izboljševati stanje pripravljenosti pripadnikov in enot afganistanskih oboroženih sil in jim s tem pomagati pri izpolnjevanju njihovih nalog. Stanje v kontingentu je zelo dobro. Pripadniki so na izpolnjevanje svojih nalog zelo dobro pripravljeni in se uspešno soočajo z nepredvidljivim okoljem Afganistana. Elementi kontingenta na vseh lokacijah delujejo homogeno. Z ustrezno organizacijo smo tudi zagotovili, da elementi na različnih lokacijah delujejo medsebojno povezano in se med seboj podpirajo. Poleg drugih nalog si glede na predvidene spremembe strukture kontingenta v naslednji rotaciji prizadevamo pripraviti vse potrebno za uspešno preoblikovanje. Poveljnik ISAF je najvišjim nacionalnim predstavnikom ISAF prejšnji teden podal usmeritev, da se mora ISAF iz konvencionalne sile preoblikovati v svetovalno silo. Glede na svojo strukturo in delovanje, slovenski kontingent že deluje skladno s to usmeritvijo, vsakodnevno pa si prizadevamo, da bi to poslanstvo čim bolj uspešno in hkrati varno izpolnili. V prazničnih dneh smo še bolj povezani z domovino. Dan, ko dejansko praznuje naša domovina, to je dan državnosti, bomo obeležili s krajšimi slovesnostmi v bazi Stone in v Balabaluku ter z druženjem pripadnikov kontingenta. Za konec vsem kolegom na operacijah po svetu in vam v domovini v imenu vseh pripadnikov kontingenta čestitam ob prihajajočem prazniku. Predajam besedo. Hvala lepa, polkovnik.
in lep pozdrav na Kosovo, ker je v zvezi v Peči poveljnik slovenskega kontingenta v operaciji Joint Enterprise, podpolkovnik Gregor Ribnikar. Podpolkovnik, lep pozdrav, beseda je vaša. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod minister za obrambo, spoštovani načelnik generalštaba in spoštovani ostali prisotni. Sem podpolkovnik Gregor Ribnikar, poveljnik kontingenta in namestnik poveljnika večnacionalne bojne skupine Zahod. Skupaj s glavnim podčastnikom kontingenta vam bom v nekaj besedah predstavil stanje slovenskega kontingenta 25 v silah KFOR. Kontingent šteje 300 pripadnikov, ki naloge opravlja v tako imenovanih kinetičnih in nekinetičnih enotah in poveljskih operacijah KFOR. Nameščeni smo na 4 lokacijah na Kosovu, in sicer večina kontingenta deluje in živi v bazi v Peči, v Vilaču, Italija, kjer je poveljstvo bojne skupine Zahod, v sestavi katerega delujeta 2 operativni četi in nacionalni podporni element ter 2 skupini za opazovanje in povezovanje. V Prištini so nameščeni pripadniki, ki opravljajo v poveljstvu KFOR in nacionalni obveščevalni center z elementi Humintida in Sigenta. Helikopterski oddelek je nameščen v bazi Bonstil, v Novem Selu pa delujejo 3 skupine LMT, ki delujejo na severnem delu Kosova. Osnovni nalogi vseh pripadnikov sta zagotavljanje varnega okolja in svobode gibanja vseh prebivalcev Kosova. Zadnje obdobje sodelovanja na Kosovu in seveda tudi delovanje enot slovenskega kontingenta zaznamovali 3 pomembni dogodki, in sicer izvedba srbskih parlamentarnih in predsedniških volitev ter 2 uspešno izvedeni vojaški operaciji sil KFOR, in sicer odstranitev barikad na območju Kosovske Mitrovice, s katero je KFOR zagotovil svobodo gibanja na smeri Mitrovica-Rudarje-Prosavič, ter zapiranje največjega ilegalnega mejnega prehoda v dolini Zubin potoka, ravno tako na severu Kosova. Stanje na Kosovu je v tem trenutku stabilno, stopnja ogroženosti je nizka do srednja, srednja stopnja je predvsem v območju severnega dela Kosova oziroma severno od reke Ibar, kjer je po zadnjih dogodkih zaznati večjo nestrpnost do enot KFOR-ja in EULEX-a in seveda do uradnih inštitucij Republike Kosovo. Psihosocialna klima kontingenta je ugodna, pripadniki imajo zagotovljeno pastoralno skrbo, psihološko in pravno pomoč. Stanje v kontingentu je dobro, motiviranost in pripravljenost za izvajanje nalog na najvišjem nivoju. Na dan državnosti bomo izvedli vojaško proslavo s postrojem vseh enot slovenskega kontingenta tukaj v Peči. Na proslavo bomo seveda povabili tudi najvišje predstavnike držav, s katerimi sodelujemo v operaciji. Po proslavi pa bo tudi organizirano državno srečanje, ki pa ne bo namenjeno samo slovenskemu kontingentu, temveč celi bojni skupini, ki deluje tukaj v Peči. Ob tej priložnosti pozdravljam kolege v ostalih kontingentih in jim želim varno upravljanje nalog v službi miru, srečno volitev v domovino, v imenu kontingenta pa vsem skupaj čestitke ob dnevu državnosti. Gospod predsednik, toliko v tem kratkem poročilu. Hvala, besedo predajam v Ljubljano. Podpolkovnik, hvala lepa na Kosovo. Lep pozdrav v Sarajevo, kjer je z nami podpolkovnik Branko Potočnik, poveljnik slovenskega kontingenta v Bosni in Hercegovini. Podpolkovnik Potočnik, beseda je vaša. Spoštovani gospod predsednik, dr. Danilo Tirk, gospod minister, načelnik generalštaba, spoštovani prisotni. Kot sem že predstavljen, sem podpolkovnik Branko Potočnik, poveljnik kontingenta in tudi nacionalni predstavnik slovenskega kontingenta. Svoje delovanje smo pričeli v območju operacije meseca aprila tekočega leta. Kontingent šteje 18 pripadnikov. Z večino delujemo v poveljstvu EUFOR in njegovih podpornih elementih, z manjšim delom pa v poveljstvu NATO. Trenutne operacije in njene zmogljivosti EUFOR v fazi preoblikovanja. Tako preoblikovanim silam Slovenija in slovenska vojska prispevata z nekaj ključnimi zmogljivostmi. Prvo je tu prispevek s kontingentom, iz okvira katerega smo pripadniki razporejeni na zelo pomembne dolžnosti v okviru obeh poveljstev. Posebno je potrebno poudariti naše delovanje na področju usposabljanja oboroženih sil Bosne in Hercegovine.
Že 2 leti v tem smislu delujemo z mobilno skupino za usposabljanje počasnikov inženirstva. V mesecu septembru se bo to nadaljevalo v inženirjskem bataljonu v Novo mesto ter v novembru v mornariškem odredu. V slednjem se bo izvajal za njih tečaj potapljačev. Seveda smo se aktivno vključili tudi v usposabljanje v letu 2013, ko bomo za počasnike, ki smo jih do sedaj usposabljali, izvajali tudi mentorstvo. V šoli za tuje jezike pripadniki ogroženih sil Bosne in Hercegovine opravljajo tečaj angleščine. Zelo pomemben je tudi prispevek Slovenske vojske pri formiranju rezervnih sil za EUFOR, delovali bodo tako v izvršilnem, kot tudi v neizvršilnem delu operacije. V izvršilnem tako, da zagotavljamo zmogljivosti, ki jih EUFOR lahko aktivira v primeru krizne situacije za vzpostavitev mirnega in varnega okolja. V neizvršilnem pa v smislu usposabljanja oboroženih sil Bosne in Hercegovine z izvajanjem skupnih vaj v območju delovanja, kar je eno od njihovih pomembnejših nalog. Moje poročanje bi pokončal v naslednjem. Približujemo se pomembnemu prazniku, dnevu državnosti. Tudi mi ga bomo obeležili svečano in praznično, z uradno slovesnostjo v okviru kontingenta in s povabljenimi gosti. Zato v imenu vseh nas, prisotnim pripadnikom Slovenske vojske doma in v tujini, iskreno čestitam z naslednjim sporočilom. Pripadniki slovenskega kontingenta upravljajo svoje naloge skladno s pričakovanji in zahtevami delovnih mest. Na delovnih mestih so cenjeni, predvsem pa so vsi varni in zdravi. Vzdušje in odnosi med pripadniki je dobro. Posebnih dogodkov od začetka delovanja kontingenta nismo imeli. Posebni pozdravi in čestitke pa seveda veljajo tudi našim družinam in svojcem. Predajam besedo v Ljubljano. Hvala lepa podpolkovniku v Bosni in sedaj se selimo v Bruselj, ker je z nami polkovnik Zoran Janković. Bruselj, beseda je vaša. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod minister za obrambo, načelnik generalštaba Slovenske vojske, spoštovani sodelujoči. Veseli me, da imam priložnost tokrat v imenu poveljnika mednarodne strukture Slovenske vojske v tujini povedati nekaj besed v zvezi z našimi aktualnimi nalogami in kako smo v mednarodni strukturi Slovenske vojske organizirali aktivnosti za obeleženje državnega praznika Dneva državnosti Republike Slovenije. Vsebinsko se ta trenutek pripadniki mednarodne strukture Slovenske vojske, govorim predvsem o delu v predstavništvih Slovenske vojske v tujini, težiščno ukvarjamo z 2 področjema, z operacijami in s transformacijo zavezništva. Na zasedanjih Severnoatlantskega sveta in vojaškega odbora je težišče glede operacij, predvsem operacija ISAF. Razprava pa poteka predvsem v smeri zagotavljanja vzdržnosti afganistanskih varnostnih sil, postopka vračanja zavezniških sil iz Afganistana, tako imenovanega redeploymenta, vloge zavezništva po letu 2014 in pa priprave začetne direktive ter vključevanja partnerjev v proces načrtovanja bodoče operacije. Vse pomembneje ponovno postaja vprašanje Zahodnega Balkana s težiščem na operaciji KFOR ter vlogi zavezništva po doseganju končnih operativnih zmogljivosti kosovskih varnostnih sil. V zvezi s tem je vojaški odbor 12. junija obiskal KFOR, kjer smo se srečali s poveljnikom operacije generalom Drevsom, ministrom za kosovske varnostne sile gospodom Agimom Čekujem in pa z ministrom za lokalno samoupravo gospodom Petrovićem. Drugo področje je namenjeno predvsem razvoju zavezniških zmogljivosti 2020 ter realizaciji zavez iz deklaracij sprejetih na vrhu v Chicagu. Težišče usmerjeno v 2 pobudi, Smart Defense, torej multinacionalni pristop za zagotavljanje zmogljivosti, kjer Slovenija sodeluje pri 8 projektih, in pa tako imenovane Connecting Forces Initiative, ki je bolj usmerjena v izobraževanje in usposabljanje.
V zvezi s postavitvijo nove, zmanjšane NATO poveljniške strukture se izvajajo aktivnosti povezane s popolnjevanjem delovnih mest v različnih poveljstvih, glede na izražen interes posameznih članic zavezništva. V smislu notranjih organizacijskih aktivnosti strukture MSSVT se trenutno težiščno ukvarjamo s pripravami na sprejem in predajo dolžnosti, ki bo izvedena v mesecu juliju. Dan državnosti Republike Slovenije bomo oziroma smo uradno obeležili v Bruslju in Norfolku. V Bruslju smo včeraj izvedli svečanost ob dnevu državnosti, na katerem je imel svečani govor stalni predstavnik Republike Slovenije pri Zvezi NATO, gospod Andrej Benedejčič, k realizaciji programa pa so prispevali mnogi. Svečanosti se je udeležila vsa skupnost Slovencev v Belgiji, veleposlaniki, pomočnica generalnega sekretarja gospa Grabar Kitarović, stalni predstavniki in vojaški predstavniki članic zavezništva in partnerskih držav ter mnogi drugi gosti. V Norfolku bo izveden svečan dvig zastave ter organiziran sprejem skupaj s Hrvaško. Ob zaključku bi želel izkoristiti priložnost in se zahvaliti za organizacijo te videokonference ter zaželeti lep praznik vsem vam v Republiki Sloveniji in vsem pripadnikom v kontingentih Slovenske vojske na mednarodnih operacijah v tujini. Najlepša hvala. Hvala lepa v Bruselj in zdaj se še selimo v Libanon, kjer imamo na zvezi podpolkovnika Vlada Pakiža v Unifilo v bazi v Šami. Se slišimo. Hvala za besedo in lepo zdrav iz Libanona. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, minister za obrambo, načelnik generalštaba Slovenske vojske, Slovenskih sil, spoštovani vsi zbrani Ljubljani. Sem podpolkovnik Vlade Pakiž, poveljnik kontingenta Slovenske vojske, mirovne operacije Združenih narodov UNIFIL v Libanonu. Naloge, ki jih opravljamo skladno z resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov, so nespremenjene v primerjavi s predhodnimi kontingenti te operacije. Naša območje delovanja pokriva celoten sektor, ki se razprostira ob obali Sredozemskega morja med reko Litvi na severu, mejo z Izraelom na jugu, znano kot Golan, in mejo s sektorjem vzhod. Delujemo na območju velikem približno 50-30 km. Dejansko pa delno izvajamo izvedovanje z vozili in helikopterjem, predvsem ob modri liniji, na vstopskih točkah preko mejne reke Litvi, ter preverjamo incidente, ki so se zgodili v našem območju odgovornosti. Skratka, naša poročila veljajo za najbolj verodostojna in temu primerno smo velikokrat tudi naknadno napoteni na mesto incidentov, oziroma kršitev resolucije. Na ta način pripomoremo k mirovni situaciji. Prispevek slovenskega kontingenta na tej mirovni misiji je kljub njegovi majhnosti izredno pomemben. Ta se namreč ne ceni po številu pripadnikov, temveč po vloženem naporu, profesionalno opravljenih nalogah in sposobnih ljudeh, kar pripadniki slovenskega kontingenta v Libanonu ne potrebujemo. Razmere enoti so odlične, ki smo pravi, nastanitveni in delovni pogoji so dobri. Spoštovani predstavniki Slovenske vojske na mirovnih in drugih mednarodnih misijah in pri poveljstvu NATO, najprej bi vam želel izreči čestitke in dobre želje ob dnevu državnosti. V Sloveniji se o vaših prispevkih ne pogovarjamo zelo pogosto, kadar pa se pogovarjamo s spoštovanjem in z dobrim razumevanjem pomena dela, ki ga opravljate za Republiko Slovenijo. Danes je začetek praznovanj v Republiki Sloveniji in mislim, da je prav, da se ob tem trenutku spomnimo velikega prispevka, ki ga je dala teritorialna obramba in kasneje Slovenska vojska pri nastajanju in potrjevanju slovenske državnosti. Vsi, ki smo v tem dejavnosti sodelovali kot diplomati ali v kakšnih drugih funkcij, bomo večno cenili prispevek, ki so ga dale naše oborožene sile, zato da je bilo vse, kar se je zgodilo kasneje, da smo dosegli na mednarodnem uveljavljanju, mogoče doseči hitreje in z manj težav, kot bi to bilo sicer. To posebej poudarjam zato, ker letos obeležujemo 20-letnico vstopa Republike Slovenije v Organizacijo Združenih narodov, kar je simbolični trenutek in prav je, da se spomnimo velikega prispevka, ki ga je teritorialna obramba in Slovenska vojska dala k temu, da se je Slovenija tako dobro uveljavila v mednarodnih skupnosti. Danes z današnjimi prispevki to tradicijo nadaljujemo
in kot kažejo vaša poročila, opravljate to delo izjemno dobro in zato za kakovost dela, ki ga opravljate, bi vam želel posebej čestitati. Tudi v imenu Republike Slovenije tudi izreči zahvalo za to. To je izjemno veliko, pomembno delo, ne vselej dobro razumljeno, vendar takšno, da smo vsi, ki spremljamo vaše dejavnosti, ki smo odgovorni za Republiko Slovenijo, na vas in na vaš prispevek izjemno ponosni. Razumemo seveda tudi vse negotovosti, ki prihajajo z upravljanjem misij, z izvrševanjem mandatov, s spremenjenimi okoliščinami na terenu, z vsakodnevnimi izzivi vojaškega dela na terenu. Vse to dobro razumemo in vemo, da so vse misije, katere pa še posebej, tudi nevarne misije. Zato moram danes ponovno z zadovoljstvom ugotoviti, da pripadniki naših oboroženih sil na mednarodnih misijah skrbite za svojo varnost in za varnost v izvrševanju vaših mandatov izjemno dobro in da ste tudi potem cenjeni. Seveda je glavna naloga vsakega pripadnika na mednarodnih operacijah storiti vse, kar more za izvršitev mandata. Toda to, kar ste storili v izvršitvi mandata, je storjeno tako, da je zagotovljena tudi vaša varnost. In to v Sloveniji še posebej močno cenimo. To bi želel povedati uvodoma. Posamičnim misijam bi pa želel povedati naslednje. V Afganistanu vsi razumemo, prihaja do sprememb, do tranzicije, do razmišljanja o tem, kaj po letu 2014. Želel bi, da se naši pripadniki oboroženih sil, ki delujejo v misiji ISAF, v teh okoliščinah čim bolj aktivno in, kot smo slišali iz poročila, čim bolj ustvarjalno vključijo. Veseli me, ko slišim ocene, da se je slovenska misija, kot nam je razložil polkovnik gospod Medja, dobro vključuje v svetovalno funkcijo, v preoblikovanje funkcije misije ISAF. Da se s tem ne čaka na leto 2014, ampak da se sproti dosega ta kvalitativna sprememba. Seveda, v Sloveniji želimo, da bi se naš kontingent leta 2014 umaknil iz Afganistana in da bi bilo vzpostavljeno stanje, v katerem bi lahko uspešno dokončali naš prispevek. Kakšna bo nova konfiguracija mednarodne prisotnosti, v kakšni meri bo ta temeljila na dvostranskih dogovorih med Afganistanom in posameznimi partnerskimi državami in v kakšni meri bo angažirala mednarodne sile, o vsem tem bo seveda potrebno opraviti še nekaj razprav, tako v okviru NATO, kot tudi v okviru Združenih narodov, v okviru Varnostnega sveta, ki daje legitimnost in avtorizacijo tej misiji. In o tem seveda bomo razpravljali tudi na politični ravni. Vendar na vojaški ravni je treba zagotoviti vse, da ta tranzicija poteka sedaj in da se zagotovijo pogoji za uspešen umik slovenskega kontingenta iz Afganistana. Razumeli smo tudi poudarke podpolkovnika Ribnikarja z Kosova. In seveda na Kosovu je vselej veljalo in velja danes še toliko bolj, da je treba najti zelo dobro sozvočje med vojaškimi nalogami in usmerjanjem politične situacije. To je doslej izjemno dobro uspevalo, upoštevaje razmere, kakršne so na Kosovu. In verjamem, da ne bom povedal popolnoma nič novega, če še enkrat izrazim veliko zadovoljstvo spričo prispevka slovenske vojske v vsem tem času sodelovanja v okviru misije KFOR. Danes seveda razmišljamo o današnjih političnih razmerah in o tem, kako pomembna ostaja ta misija za zagotavljanje nadaljne stabilizacije Kosova, za urejanje razmer na severu Kosova in za ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočili napredovanje tako Srbiji kot Kosovu v smeri Evropske unije. To je zahteven proces, veliko političnih nalog nas čaka, vendar bodo te politične naloge lažje in bolje uresničene, če nam bo uspelo ohraniti sedanjo raven kakovosti in uspešnosti vojaškega prispevka v okviru misije KFOR. Sodelovanje med obema komponentama, vojaško in civilno, med vojaško in politično, bo še naprej ključno. Veseli me, ko iz Kosova slišim tako
zelo subtilne in dobro premišljene ocene o vlogi, ki jo ima naš kontingent v okviru KFOR-ja, in to daje dobre obete, da bomo lahko še naprej kot Slovenija igrali koristno vlogo pri iskanju rešitev in seveda pri zagotavljanju dolgoročne stabilnosti tega območja. Želel bi reči nekaj besed o Bosni in Hercegovini, kjer vidimo, da se politične razmere ne urejajo dovolj dobro in dovolj hitro. To moramo vse skozi kritično in z ustrezno pozornostjo opazovati. Stanje v Bosni in Hercegovini je takšno, da se prav lahko zgodi, da bomo zaradi pomanjkljivega političnega občutka zašli v večje težave. Zato si takega pomanjkljivega političnega občutka ne smemo privoščiti. Dobro moramo spremljati razmere in dobro moramo razumeti, kako pomembna je mednarodna vojaška prisotnost, če tudi ne zelo velika, za zagotavljanje stabilnosti, za usposabljanje oboroženih sil, za normalizacijo v vseh tistih temeljnih pogledih, ki bodo tudi olajšali vojaške aspekte politične normalizacije Bosne in Hercegovine. Izkušnja zadnjih let je taka, da so to procesi, za katere smo si vsi želeli, da bi stekli hitreje. Moramo pa biti realisti, ne smemo pričakovati prehitrega napredka in zato tudi ne smemo pričakovati prehitrega prelaganja bremen z mednarodne vojaške prisotnosti na kakršnokoli drugo, manj usposobljeno prisotnost. Verjamem, da bo tu potrebna velika previdnost in veseli me, ko slišim, kako zelo dobro naši pripadniki oboroženih sil sodelujejo v tem procesu. Glede UNIFIL-a, ne vem, ali smo dobili zvezo, imamo sedaj zvezo, bi rad posebej se zahvalil našim predstavnikom v UNIFIL-u v Libanonu. To je ena starejših mednarodnih operacij, ki je postala v mednarodni skupnosti razumljena kot vitalnega pomena, kot življenjskega pomena za Libanon. Treba se samo spomniti, da je Libanon bil v državljanski vojni od sredine 70-ih let naprej, da je bil vzpostavljen mednarodnemu oboroženemu konfliktu, da je prihajalo do novih in novih zapletov in novih oboroženih konfliktov v Libanonu in da je položaj tak, da brez mednarodne prisotnosti, brez prisotnosti sil Združenih narodov ne bi mogli računati na stabilnost te države in na mir v tistem delu sveta oziroma na graditev miru v tistem delu sveta. Danes moramo biti še posebej pozorni spričo velikih problemov in komplikacij v sosednji Siriji. Sirija in Libanon sta vselej tesno povezana. Slišali smo ocene, ne sicer splošno sprejete, vendar avtoritativno povedane, da je v sosednji Siriji konflikt že prerasel v stanje državljanske vojne. O tej oceni in o drugih ocenah stanja v sosedstvu se bo še govorilo. Imamo tudi predstavnika v mednarodni opazovalski misiji v Siriji, vendar vse skozi moramo razumeti, da obstaja nevarnost, da bi se razmere iz Sirije razširile na Libanon in da je tudi zaradi tega treba izjemno skrbno paziti, kaj se dogaja v Libanonu in kako mednarodne sile pomagajo k temu, da se območje nestabilnosti ne bi širilo. Zato me posebej veseli, ko slišimo od predstavnika naše mirovne misije oziroma našega kontingenta, podpolkovnika Vlada Pakiža, ko poudarja verodostojnost naših poročil naših predstavnikov. Čestitam vam za to. Resnično vsi vemo, kako pomembno je, da se v teh razmerah opazi vsaka podrobnost, da se opazi vsaka nastajajoča nevarnost in da se o tem poroča dovolj zgodaj, tako da bo čim manj oziroma da sploh ne bo presenečen. In seveda upam, da bo slovenska skupina pripadnikov te mirovne sile svojo vlogo dobro odigrala. In končno, slišali smo polkovnika Zorana Jankovića o načrtih, ki obstajajo pri NATO. Te so seveda v veliki meri povezane z misijami, o katerih smo se pogovarjali, zlasti v Afganistanu in na Kosovu. Jaz bi želel, da bi te razprave bile dovolj kompletne, tehtne in da bi pripeljale do dobrih odločitev. Toliko bi povedal s svoje strani. Sam tokrat ne bi želel postavljati specifičnih vprašanj. Želel bi samo še enkrat poudariti pomen, ki ga ima svetovanje v Afganistanu, ki ga ima skrbno delo za usposabljanje oboroženih sil v Bosni in Hercegovini
pomen, ki ga ima delo našega kontingenta na Kosovu z namenom prispevati k stabilnosti političnih razmer in zlasti reševanje problemov na severu Kosova in seveda še enkrat izraziti veliko zadovoljstvo ob tem, da so poročila naših predstavnikov v UNIFIL-u ocenjena kot izjemno verodostojna. To so prave stvari za naprej, to so prave poti za naprej. Želim vam, da bi vaše delo na teh zahtevnih misijah bilo dobro in uspešno. In na koncu bi vam želel še enkrat čestitati ob našem skupnem prazniku, prazniku naše države, vam zaželeti prijetne trenutke na praznovanjih, ki jih boste še imeli in se vam zahvaliti za vaše delo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. In v zaključnem delu še predajamo besedo načelniku Generalštaba Slovenske vojske, da pozdravi svoje vojake na misijah in predstavništvih. Hvala lepa, gospod vrhovni poveljnik, gospod minister, predvsem pa spoštovani kolegi in kolegice na misijah in vojaških predstavništvih. Ko se srečujem z mojimi kolegi, načelniki generalštabov drugih vojska in s prebivalci, kjer opravljate vi naloge, vedno dežujejo same pohvale o vašem profesionalnem delu in dosežkih, ki jih vi dosegate na misijah. In vedno smo ponosni na vas. Še več, zadnja raziskava javnega mnenja je pokazala, da je Slovenska vojska na najvišji stopnički, kar je sigurno tudi odraz vašega dela. Odraz vašega dela tako v tujini, kot odraz dela naših pripadnikov in vas doma. To postavlja pred nas samo še večjo odgovornost, da naloge upravljamo še bolje in da smo skrbni do vseh deviantnih pojavov, ki bi lahko nastali v naših strukturah. Tako da imate pred sabo še večjo odgovornost do vseh nas in do vas. Rad bi vam sporočil, in to mogoče ne znamo velikokrat povedati, da smo v Slovenski vojski ponosni na vas, da spoštujemo vaš prispevek, mogoče tega ne znamo povedati vedno, ampak verjamete mi, da ste vedno v naših srcih, predvsem pa vedno skrbimo, da se živi in zdravi vrnete v domovino in verjamem, da tudi pri vas prvenstveno tudi skrb na tem področju. Želim vam srečno vrnitev v domovino in iskrene čestitke ob praznovanju Dneva državnosti. Še enkrat lep pozdrav v tujino. Hvala lepa načelniku in še brigadir Furlan kot nadrejeni pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Brigadir, beseda je vaša. Hvala lepa, dober dan, lep pozdrav vsem. Čestitke vsem za naš največji praznik. Čestitke tudi tistim, ki nas zdaj ne poslušajo in so v Skopju, Beogradu, Northwoodu, Damasku in Jeruzalemu. Letos bo bolj skromno, ampak verjamem, da nič manj ponosno in pa veselo. Ostanite takšni, kot ste in srečno in varno na vseh poteh. Hvala lepa, brigadir Furlan. Zahvaljujem se za sodelovanje vsem udeležencem današnje konference. Hvala operaterjem. Spoštovani gospod predsednik, hvala, ker ste bili z nami. Hvala za spodbudne besede, lepe misli in želje, ki vam jih pripadniki Slovenske vojske vračamo in želimo vse dobro ob našem skupnem prazniku.